Naši umetniki pred mikrofonom. Dramska igralka Damjana Černe je nedavno prejela Severjevo nagrado za izjemne igralske dosežke. Dolgoletna članica Slovenskega mladinskega gledališča je s svojimi igralskimi kreacijami, tako v domačem gledališču kot na nevladni sceni, močno zaznamovala slovensko gledališko krajino, igrala je tudi v filmih. Kot je v utemeljitvi Severjeve nagrade zapisala strokovna žirija, je Damjana Černe igralka, ki nikoli ne poseže po bližnjicah všečnosti, a kljub temu ostaja pristna in hkrati izrazito specifična. Pred mikrofon jo je povabila Kaja Novosel. Za začetek, zakaj odločitev za študij igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo? Od kod ta želja? Nastopala sem celo osnovno šolo pa srednjo šolo in nikoli nisem pomislila, da bi bila profesionalna igralka. Dokler mi ni Nadja Medvedova rekla, zakaj pa ti ne bi šla na akademijo? Sem rekla, vas ti normalna, jaz ne morem biti na akademijo. Rekla, zakaj ne? Sem rekla, zato, ker to so posebni ljudje. Ne? Pa je rekla, kakšni posebni ljudje? Nisem imela odgovora. In pa je rekla, pejt probat, pa bomo videli, če si. In pa sem šla in sem začela s tem. Ne? Tudi doma niso bili moja mama, predvsem ni bila vesela, da bi bila jaz igralka, se je zdel grozen. Pa sem malo klevala, ali bi jaz to počenjala v življenju ali ne. Ampak pa sem šla. Pa sem bila še eno leto, sem prej študirala slovenščino, pa knjižničarstvo in pa sem šla na sprejemce in je bil razpis za štipendije v Slovenskem mladinskem gledališču. To so bili še taki zlati časi. In sem šla tja, sem dobila štipendijo, pa sem naredila reklamo še v svojem letniku, smo 4 vzeli, kar je bilo super. In ko sem šla podpisati, sem srečala Ljubišo Rističa, sem bila še prvi letnik takrat, in potem mi je predstavil Jovič Ljubiša Rističa in je rekel, Ristič, če bi delala kaj z njim, pa sem rekla z veseljem, ampak pa sem se ustrašila, sem rekla, ne morem, sem šele študentka prvega letnika in nisem igralka. Pa je rekel, ni problema, sem rekla, pa še prepoved imamo delanja v prvem letniku zunaj akademije. Pa je rekel, vse boš takrat, ko boš imela čas, premiera bo pa itak v drugem letniku. In pa mi je rekel, a bi ti lahko še koga prepeljala z akademije, da bi naredila eno tako. Sem rekla, kukar šte, bom naredila jaz reklamo na akademiji in sem tudi naredila in se kar nekaj javilo, ker ravno takrat v mladinskem gledališču je pol igralcev približno odšlo, pol jih je pa ostalo. In on je prišel delati popolnoma druge predstave, potem se je pa odločil, pa je delal Misel v A minor, oziroma Misa in A minor in Pržane Ajshilove. In najprej sem jaz sama nekaj časa delala, po poletju so se pa pridružili še ostali sošolci in smo začeli tako. Najprej premiera Ajshilovih Pržanov, potem pa še Misa in A minor. To je bilo neko obdobje v Slovenskem mladinskem gledališču, ko se je gledališče zelo prestrukturiralo in v bistvu postajalo iz tega gledališča za otroke in mladino tudi bolj osredotočeno na odraslo publiko. Zavestno je postalo sodobno gledališče, kritično gledališče. Ne ravno takrat, ampak se mi zdi, da približno 6 mesecev kasneje se je tudi na pobudo Ljubiše Dušan prevzel, kaj je mal razmišljal, ker Dušan Jovanovič je pa že prej delal 2 predstavi, Žrtve mode bum bum, take kultne predstave, in potem so mu rekli, zakaj pa ne bi ti prevzel umetniško vodstvo, in ko je on to prevzel, si sestavil močno ekipo okrog sebe in začel to obdobje. In takrat se je začel tako mladinsko postalo kritično, politično, eksperimentalno, avantgardno gledališče, čeprav smo vsako leto naredili tudi eno otroško predstavo. Ampak ta predstava, to vem, da smo se velikokrat pogovarjali, je bila ponavadi zelo dobra literatura, ampak tudi predstava, ki ni bila samo za otroke, ampak je bila zanimiva tudi za starše. In smo imeli zmeraj razprodane te. Smo delali Medvedka Puja, Alica v čudežni deželi, Jaz nisem jaz in tako naprej. Tudi te otroške predstave, kar sem brala od teh 80-ih, torej o tem časovnem pasu govoriva,
so tudi razpirale neke takrat aktualne oziroma bolj pereče teme, ki se tičejo otrok in mladostnikov. Tako, ker otrok ni za podcenjevati, ne? In je treba, jasno, to je bilo vedno, da z enako odgovornostjo smo se lotevali resnih tem, resnih problemov in otroških predstav. In jaz mislim, da so otroci mali ljudje, ki da velikokrat ne vemo, koliko oni usrkajo, koliko razumejo stvari in jih včasih podcenjujemo. No, mi smo se proti temu kar borili, tudi v teatru. Ja. Torej, v svojem domačem gledališču ste se zaposlili leta 1983 in mu ostajate zvesti vse do danes, kar je ena veličastna časovna doba. Se mogoče spominjate kakšnega posebnega obdobja, ki vam je pri srcu, kakšne vloge? Sigurno mi je bil ta začetek fantastičen, zato ker sem začela brez pričakovanj, mlada sem bila odprta in sem si predstavljala, da bo to šlo samo navzgor. In prvih 10 let sploh nisem imela občutek, da delam, vključujoč tudi to, kar sem 3 leta delala 4 na akademiji, ne? Ker sem delala tudi pol zadnjo stvar na akademiji, Romeo in Julija in komentarji. Sem mislila, to bo šlo samo navzgor in potem je bila moja prva profesionalna, meni zelo ljuba predstava Strah in pogum Kocbekov. In se mi je zdelo, da se bo to samo šlo navzgor. No, potem pa seveda v življenju so take amplitude, gor in dol. Tudi pri nas je bila turbulenca in se mi zdi, da sem imela tudi jaz kar v enem trenutku krizo in ker štartaš, ker dobiš okus, kaj je dobro, je težko potem lažje je iti slabega avta na boljši avto, iz boljšega na slabše je pa težko. In sem razmišljala zelo intenzivno, da bi šla na svobodo. Sem imela kar tako krizo. Pol sem pa ugotovila, ker se je začel to je bilo približno sovpadalo z razpadom Jugoslavije in je bil ta prostor zelo širok, da bi mogla, in tudi pametni ljudje so mi svetovali, ne, tega ne počenjam, ker bom delala še večje kompromise. In pa sem tudi dobila povabilo iz drugih gledališč, ampak nekako mi je bilo težko zapustiti, ker se mi je zdelo, da je to, kar hočem delati, kar sem delala prvih 10 let. In potem se mi zdi to obdobje umirilo in zadnjih 10 let smo se zopet približali temu, kar smo delali prvih 10 let. Se mi zdi, da je to vodstvo takrat, to zadnje obdobje, predvsem umetniški vodja Goran Ninjec, imelo zelo jasno vizijo, jasno idejo, kaj hočejo. In se mi zdi, da mora biti ta ideja zelo močna, jasna, da potem odpelje cel ansambel za sabo. Ne. In tako, ko smo imeli v tem prvem obdobju take spremljevalne, recimo izobraževalne tudi, kjer smo vsi skupaj rasli s publiko in se ukvarjali ne samo z gledališčem, ampak tudi z dnevnimi dogodki, z dnevnimi problemi. In smo imeli te soareje, razgovore. Je bilo tudi v tem zadnjem obdobju tega in se mi zdi, da je to zelo pomembno, no? Da nekako pritegneš tudi mlajše ljudi, starejše izkušene, tako. Kljub temu, da pa ste potem ostali zaposleni v instituciji, pa ste precej delovali tudi na nevladni sceni. Meni se zdi nevladna scena, to vem, ker smo se velikokrat pogovarjali, zelo pomembna. V 80 letih je bila neverjetno močna. Tudi se mi zdi, da je bilo več denarja in se mi zdi, da če je nevladna scena močna, deluje, da to vpliva tudi na institucionalno gledališče, da se napaja eno z drugim in da je zelo pomembno to podpirati. Da se odpirajo te možnosti. Ne. Meni osebno je pa to pomagalo, naprimer prav v krizi, ko sem manj delala v Mladinskem, sem delala od zunaj in mi je to zelo veliko pomagalo. Pa moram reči tudi, da sem se zelo veliko naučila v teh koprodukcijah, ki sem jih imela, sem bila zmeri drzna, zmeri bil to za mene izziv, pa ko so me povabili, sem delala kar par koprodukcij, kjer prideš popolnoma neznan. Šteje samo to, kar si
ti v tistem trenutku, kar lahko daš, nimaš ne preteklosti, ne prihodnosti in to en tak preizkus, kje si, kdo si, kaj zmoreš. In to mi je bilo zmeraj izziv in mi je bilo fajno. Ja, torej kot je na eni strani lahko to ogromno enega usklajevanja, pa na vse zadnje tudi časa v enem dnevu, je na drugi strani lahko zelo osvobajajoče in oplajajoče. Pa zamenjaš, se mi zdi, da je tako, glede na to, da sem ostala celo življenje tukaj in je bilo to, kar mi je bilo všeč, ta program, se mi zdi, da je fajn, da tudi zamenjaš sredino, ker potem delaš z drugimi sodelavci in to me je zmeri vznemirjalo. Ja. In sem kar zanimive predstave delala. Ja. Začela sem 1984 s Hardcore z Matjažem Zupančičem, z njim sem kar par. In je postala kar taka kultna predstava mladine v tistem času. Smo tudi precej gostovali po celi Jugoslaviji. Potem me je povabil Rahim Burhan, da sem delala z njim Orestejo, kjer sem igrala Klitemestro in je bila predstava, ki se je delala v Budvi, na Citadeli, 3 prizorišča, 3 predstave, odlično, zelo zanimiva izkušnja z njegovo grupo, se pravi z Romi. Z mano je še delal, potem se je pridružil še Marko Mlačnik in je bila taka fantastična izkušnja, kako so najprej naju niso vzeli tako za svoje in pa na koncu smo postali prijatelji, to ne bom nikoli pozabila. Ne. Pa sem delala v plesnem teatru z Tanjo Zgonc, kar je bilo fajn. Mogoče bi na tem mestu opozorila, da takrat v naši generaciji smo imeli izredno srečo, ker je Ksenija Hribar ravno začela ustanavljati in ustanovila plesno gledališče in potem je vabila zelo dobre koreografe iz celega sveta, ki so prišli. In ona je odprla vrata za vsakega, kdor je hotel, tudi za igralce, ker se je ona ukvarjala, veliko je koreografirala tudi v gledališču, sodobno gledališče jo je tudi zanimalo, ne samo ples in smo lahko zastonj takrat pri najboljših pedagogih sveta delali klase. Ne. Igralci in plesalci, kar je bilo, zdaj, če pogledam tako nazaj, res veliko darilo za vse nas, ne, da nekaj tanskega. Potem sem pa kasneje delala z Barbaro Kapelj, ki smo se spoznali, ko smo delali z Draganom Živadinovom, kjer je bila. In pa sem delala z njo 3 zelo zanimive predstave. Je bila pa tako mogoče zanimivost kot prva študentka arhitekture, ki je diplomirala iz predstave pri Ravnikarju, ki pa je ravno tako delal scenografijo v teatru in je bil odprt za te stvari. Potem sem delala s Harisom Pašovičem, 2 zelo zanimivi predstavi Hamleta in kasneje koprodukcija Osvajanje sreče. To je bila koprodukcija Primecata iz Irske, njegovega gledališča in Slovenskega mladinskega gledališča in je nastala odlična predstava. Smo tudi gostovali tudi v mladinskem, ne v mladinskem, ampak tam zraven je v Šiški ena taka, ne vem, skladišče, ker je bila to ambientalna predstava. Izvorno je bila v Derry London predstava in je bila open air predstava, potem smo še v Mostarju igrali in tako še na parih mestih, Belfast in tako naprej. Ja. In to mi je bilo zelo fajn. Ja. Pol, naprimer, mogoče zdaj sem se spomnila še Attendant Gallery. To je bila pa produkcija, kjer so hoteli 5 igralcev iz različnih, ampak marginalnih držav v Evropi, 5 glasbenikov in 5 vizualcev. In je bila tema zgodovina 20. stoletja, ampak naša osebna zgodovina. Jaz sem rekla, takrat mene sigurno v gledališču ne bojo pustili, sem se pridružila, to je projekt, ki se je pripravljal kar 1 leto prej in so mene mesec dni pred tem povabili in so rekli, zdaj moraš to delati in sem rekla, jaz ne vem, če bom in pa so, ko je prebral naš umetniški, zakaj gre, je rekel, absolutno take priložnosti ne boš imela
In je to predstava, ki je imela 48 ponovitev, igrali smo Belgija, Nizozemska, zelo dobra izkušnja. Je bilo to tudi v Ljubljani, smo imeli gostovanje. In jaz sem seveda govorila zgodovino mojega očeta, ki je bil rojen 1917 in jaz 1958. Vsekakor ne smem v svoji biografiji mimo Dragana Živadinova, ki se mi zdi, da je meni zelo ljub in neverjeten režiser in prijatelj, bi rekla, in zelo pomembna se mi zdi ta projekt njegov 50-letni, lansko leto je bila 3. ponovitev, kjer se je šele izkazalo, kako si je zamislil pametno ta projekt, ne. In komaj čakam naslednje, upam, da bom doživela še 4. in 5. ponovitev. No, seveda pa ne morem iti ne samo to, tudi z njim sem delala to predstavo v breztežnosti, to je nepozabno, ko greš enkrat skozi, kjer smo imeli generalko in ponovitve, to je prva predstava v breztežnosti, o tem bi lahko govorila eno celo oddajo, pa mogoče bi se zdaj še dotaknila Marka Mlačnika, z njim sem delala Levi terorizem, kjer sem igrala Ulriko Meinhof, pismo Nori, James Joycea in Pa ko je prazen. Tako, zelo fajn izkušnja. Pa zelo široka, ne, v smislu žanrov in vsebin, ampak pravzaprav s tem nadaljujete pa tudi danes v instituciji še vedno z nekim zelo raznorodnim diapazonom vlog, če se samo osredotočiva na obdobje zadnjih 2 let, za katerega ste tudi prejeli Severjevo nagrado konec lanskega leta. Ob tem je strokovna žirija recimo zapisala: "Zdi se, da ni gledališke poetike in igralskih izzivov, ki jim ne bi bila kos. V njej je nekaj večno raziskujočega, duhovno mladostnega, igrivega in vendar tudi načelnega." Tako da po vseh teh izkušnjah, po vseh teh projektih, odkot danes še vedno črpate energijo in navdih za te različne vloge in s tem tudi različne svetove? Vedno sem se trudila biti, kako bi rekla, aktivna državljanka in zanimalo me, kaj se dogaja. In včasih, kadar tako razmišljaš, prideš v veliko stisko, ne. Nič ne moreš, imaš občutek, da nič ne moreš dejansko narediti. Potem pa se mi zdi, da tako kot umetnik, ko nekaj narediš, se neko olajšanje oziroma fokus tvoje je nekam drugam usmerjen in ni tako težko in imaš občutek, da nekaj delaš, ne. Se pravi, da toliko, ko ti vlagaš, toliko dobiš nazaj, ne. In se mi zdi, da človek mora biti odprt, ne. Zdaj sem se spomnila, nikoli nisem jaz imela problema, ali je zdaj to profesionalc, ni profesionalc, ne. Z različnimi ljudmi sem delala in se mi zdi, da ti lahko vsak da nekaj nazaj, znotraj tega, da so zelo razmišljujoči in zanimivi ljudje tudi ne samo v naši branži, ampak tako sem pol tudi delala s kolegi, ne. Začela sem s Peterneljem delati in sva delala 2 zanimiva projekta, ki sta ostali kar tako zapisani, se mi zdi, tako začel, potem je on začel kar režirati, ne, Obličje iz peska sva delala, Biti nekdo drug na Metelkovi. Na Metelkovi sem 2-krat delala, ne. In je zanimivo, ker takrat se mi je zdela, da Metelkova je nekaj, me je vprašala Barbara Kapelj, kaj bi rekla tvoja mama, če bi te zdaj videla, da delaš tukaj, bi rekla, da sem nora, bi rekla, sem ji rekla, ker sem bila že kar stara. Ampak se mi zdi, da sem bila zmeraj odprta za te stvari, da so me neke drugačne stvari prej vznemirjale, kot pa odbijale, ne. Tako. Damjana Černe, najlepša hvala za pogovor in lepo in ustvarjalno pot še naprej. Hvala lepa. Gostja oddaje Naši umetniki pred mikrofonom je bila dramska igralka Damjana Černe, dobitnica Severjeve nagrade za izjemne igralske dosežke. Z umetnico se je pogovarjala Kaja Novosel. Oddajo je posnel Damjan Rostan, urednica oddaje Tadeja Krečič.